Ko vsi toliko govorijo o elektriki in o tem, kako se bomo v prihodnosti vsi vozili v tišini, večinoma pozabljajo na to, da so ti avti še vedno hudičevo dragi. Ne more si kar vsaka družina privoščiti, 30-40 ure za avto, sploh pa ne, če je to drugi avto pri hiši, kot se večinoma izkaže. No, je pa ena znamka poskrbela za rešitev in seveda je to Dacia. Tudi če kdo nad romunsko znamko v lasti Francozov viha nos, ne more zanikati, da je Duster fantastičen avto, da je Sandero odličen nakup, da v novem Joggerju sploh ne izgubljam besed. Ampak zdaj je tukaj Spring. Pomladi smo ga dobili na test in pripeljal je kar nekaj svežine med električne avtomobile. Ja, kot smo pričakovali, med avtomobili velikih znamk je najcenejši na trgu. No pa dajmo najprej ceno obdelati. Se je ravno podražil, tako da je zdaj osnovni 17,5, subvencijo, ki je pri cenejših avtih 20%, torej pride 14. Tale z nekaj več opreme pa dobrih 15 na koncu subvencijo. Še vedno zelo ugodno v primerjavi z ostalimi električnimi avti in če je tole drugi avto pri hiši, je top. Če je prvi, pa bolj težko. Zakaj? Gremo po vrsti. Električni avti so dragi zaradi baterij. To je dejstvo. Baterije so sestavljene iz celic in več kot jih je, dražje pač so. Ni nekega količinskega popusta, ja. Pri Springu baterija shrani za današnje čase zelo skromnih 27,4 kWh električne energije. Zato je lahko avto pocen. Cenenost se vidi povsod, vidi in čuti, no. Ampak to me niti najmanj ne moti, ker vem, da ne morem tukaj gledati z enakimi standardi kot pri nekajkrat dražjih avtih. Oblika je v bistvu prav simpatična, celo moderno izgleda, ker posnema križance in je malo višje od tal. Ampak to je samo trik, ker v električne avte navadno baterijo vgradijo v dno in je že samo zato potem treba narediti streho malo višji, da lahko noter sedimo vsi, tudi višji od povprečnega mene. Sedi se res visok, ampak ravno zato je noter dovolj prostora tudi v drugi vrsti. Sem vozil otroka na njunih sedežih, pa je šlo, tudi odrasli so takole krajše poti zmogli brez večjih težav. Res pa je, da se je treba kar dobro razumeti, ker je precej ozko. In prtljažnik, ja, skoraj 300 litrov meri. Res, da večino prostora zdajle zasedajo teli umazani kabli polnilni, pa spodaj pravo rezervno kolo, ampak če jih ne rabite voziti s sabo, je prostora več kot dovolj za majhen mestni avto. Plastika, materiali, ja, pač vse je cenjeno, tako na videz kot na otip. Tale gumb za nastavljati višino snopa luči je predpotopen, potovalni računalnik lahko nastavljen samo tukaj. Tukaj so slepi gumbi in bi lahko bil vsaj ta za nastavljati glasnost, če je že tale za tempomat. Prostori za odlaganje so, ja, tole, ampak sem se navadil. Tudi na tale krasen zvok. Ko zapreš, pa pol odmeva po plehu po celem avtu. V redu je. Ampak po drugi strani je zato avto lahek, samo okoli tono tehta, od tega baterija 186 kg. In to pomeni, da je lahko tudi varčen. V prvi vrsti je namenjen mestom in tukaj zlahka prevozi tudi preko 200 km, me pa moti, da regeneracija ni močnejša in se ne da tako učinkovito voziti samo z enim pedalom. Za obvozence tudi bo, ni pa fajn za avtoceste, tam se pa že začne kar precej trest in pozna se, da je zvočna izolacija slaba. 125 km/h je itak največja omejena hitrost in v bistvu jo že ob najmanjšem klancu težko doseže. Takrat pa tudi doseg fejst pade in bo s polno baterijo komaj kakšnih 120 km. Recimo na poti do Kranja in nazaj sem spraznil 70%, tako da bi moral zelo na easy voziti, da bi prišel še v eno smer nazaj. Na testu imam pa povprečje 17 kvur, pomeni, da s polno baterijo prevozim okrog 150 km. Toliko, da veste, da se sicer da, ampak bo potrebno majčkeno več prilagajanja. Kdor bo Spring uporabljal v mestu, pa nobene panike. Avto je temu tudi namenjen. Najboljše je, kako okretanje. Obrneš ga v vsaki luknji, parkiraš tudi. Zanimivo je tudi to, kako šibek je v bistvu motor, pa sem vsaj v mestu vedno prvi, ko pospešujemo. 33 kW zmore, to je 45 konjev. Ja, od svojega Jugata 45 ne vem, če sem že vozil avto s tako malo moči, ampak potem hiter vidiš, da je tudi to dovolj za dnevne skoke v mesto. Ko recimo prebereš, da do 100 km/h rabi več kot 19 sekund, se prav nasmehneš, ampak je v praksi zgodba drugačna. Saj sem rekel, večinoma vedno prvi štartam na semaforju. Še polnjenje na hiter.
Ker je baterija majhna, se tudi na navadni vtičnici napolni v nekje 12 urah. Ampak to nima smisla, kot stalno govorim, je pri električnem avtu doma nujno imeti tudi polnilnico, tam bo pa baterija polna v 4 do 5 urah. Naj bi bila, no. Sem tudi imel primer, ko se je polnila samo 3 kW, naslednjič pa kljub isti napolnjenosti in temperaturi 7, kolikor bi se morala, tako da je včasih očitno malo muhasta. Ta ima še dodatno hitro polnjenje, 290 € je doplačilo, da potem lahko polnite s 30 kW na enosmernem toku. To v praksi pomeni približno 1 ura, da bo polna, če je čist prazna. Ne vem, če ga dejansko rabite, ampak doplačilo tudi ni toliko veliko, pa če bo glih treba kdaj skočiti do Maribora, a ne? Všeč mi je. Ideja sama, oblika je itak pač stvar posameznika. Všeč mi je, ker je pocen in ker prav z ničemer noče konkurirati ta dragim. Če se hočete voziti poceni in na elektriko, je odgovor Dacia Spring in v tem trenutku prav nič drugega.